Dober večer želim vsem skupaj zbranim tu v knjižnici. Spremljate Večer s knjižnico, gre že za 5. sezono pogovorov z izbranimi gorenjskimi osebnostmi. Sklop pogovorov povezuje spletni biografski leksikon znanih osebnosti obrazi slovenskih pokrajin. In ti pogovori potekajo v organizaciji Gorenjskih splošnih knjižnic, Mestne knjižnice Kranj, knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, občinske knjižnice Jesenice in nocojšnja gostiteljica, ki vas prav lepo pozdravlja, knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Naj povem, da bo pogovor v prihodnjih dneh na voljo tudi prek YouTube kanala knjižnice, naknadno pa ga bo mogoče poslušati tudi v podcastu. In zdaj k osrednji temi tokratnega druženja. V Škofji Loki seveda odštevamo do ponovne uprizoritve škofjeloškega pasijona, ki bo na ulicah in trgih našega mesta ponovno zaživel po 11 letih in tega se res zelo veselimo. 3 stoletja star rokopis tega znamenitega dela, ki ga hranijo bratje Kapucini v samostanu v Škofji Loki, so leta 2020 restavrirali. Svojo pozornost, znanje, svoj čas mu je posvetila magistrica Blanka Avguštin Florjanovič, konservatorsko-restauratorska svetnica, ki je s strokovnimi posegi rokopisu vdahnila novo svežino in omogočila, da bo najstarejše slovensko dramsko besedilo v izvirni obliki ohranjeno tudi prihodnjim rodovom. Namenimo naši nocojšnji gosti še en aplavz. Dober večer. Hvala lepa. Kratka predstavitev, preden se posvetiva številnim tematikam. Delujete kot konservatorsko-restauratorska svetnica, torej v Centru za konserviranje restauriranje knjig, papirja in pergamenta pri Arhivu Republike Slovenije. Po osnovni izobrazbi grafičarka, nadaljevali ste študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 2002 diplomirali iz smeri bibliotekarstva, potem ste študij nadaljevali na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, tam magistrirali leta 2011 z naslovom Minimalni posegi na srednjeveških vezavah in danes svoje znanje seveda tudi predajate naprej. Ste aktivna članica Društva restauratorjev Slovenice, članica Arhivskega društva Slovenije in leta 2011 vam je vaše stanovsko društvo podelilo priznanje Mirka Šubica za opravljena konservatorsko-restauratorska dela na Dalmatinovi Bibliji. V ospredju bova sicer imeli škofjeloški pasijon, da nam boste podrobneje povedali, kako ste se sploh lotili tega dela, ampak bi vas, so pogovori namenjeni tudi temu, da vas poznamo nekoliko bolj osebno. Prihajate nedaleč stran tu iz centra Škofje Loke, iz vasi Godešič, in brala sem, da vaše odraščanje, mladost, otroštvo je zaznamovalo na eni strani delo na kmetiji, ampak na drugi strani so vas pa zelo privlačile, ne? Tudi že knjige takrat, ker knjige bodo v središču. Kakšen je bil ta svet knjig, v katerega ste vstopali kot deklica, kot najstnica? Dober večer najprej vsem. Seveda, jaz se zelo dobro spomnim, kako je moja mama bila zelo pogosto jezna name, zaradi tega, ker sem brala in brala in brala in nisem slišala njenih navodil, kaj vse moram jaz opraviti, kakšna so bila moja dnevna opravila na kmetiji. Ampak to je bilo, a veste, to je bilo tako, kot je knjiga pogoltne, ko se začnejo v možganih pojavljati slike, je bilo to nemogoče nehati. In se spomnim, da sem se skrivala na razne načine, izginevala v raznih drvarnicah, pa za kakšnim podom, na kakšen drevo sem splezala, vse mogoče sem počela. Tako da ja, bilo je kar zanimivo. Včasih tudi naporno, verjamem, da za moje starše kar naporno. Ampak ko danes seveda omenimo Škofjo Loko, katera je prva stvar, ki vam pride na misel o pomembi naše tisočletne lepotice, kot ji tudi radi rečemo? Ja. Je to škofjeloški pasijon? Tudi? Ja,
Seveda, absolutno. Veste, Škofjeloški pasijon je res, mislim, da se mi kar premalo zavedamo, res posebna zgodba, ki nas je zelo, zelo zaznamovala. Namreč, če posežemo vsak samo vase, je zelo, zelo poveden Škofjeloški pasijon. Tam se lahko zelo veliko naučimo. In pater Romuald mi je s te plati v resnici zelo domač. Zaradi veste, ta grešna plat človeka, pa potem obžalovanje, spokorništvo, pa potem prehod na tistega boljšega človeka, podobno kot, bi rekla, Savel, ki je postal Pavel, a ne. Nekaj tega je vedno v nas, ker je pa njegovo delo iz mojega vidika genialno, zaradi tega, ker je takrat on že pred 300 leti, si predstavljate, brata, patra, posvečenega človeka za samostanskimi zidovi, ki so bili vendarle nekoliko drugačni kot danes. Je on razmišljal o tem, kako to ljudem predstaviti, kako to postaviti na cesto, na ulico. Meni, ko gledam današnji pasijon, ne, ko smo ga Škofjeločani uresničili, ponovno postavili, ponovno pokazali, kaj to pomeni. To je nepredstavljivo, da je poleg Planice Škofjeloški pasijon največji slovenski dogodek oziroma najbolj obiskan. Razumete? To pomeni, kaj smo, to dela našo identiteto. In tukaj jaz mislim, da ne samo, kot ste me vprašali, kaj, srednji vek, seveda mi imamo srednjeveško mesto, krasno. Kamorkoli se ozreš, lahko gledaš duh preteklosti, spoštovanje naših prednikov. In pa Škofjeloški pasijon, kjer pa tudi mislim, da je, veste, jaz čutim do vsega tega globoko ponižnost. Tako nekje. Ampak tista mala deklica, ki je kdaj kravžljala živce, bova rekli, staršem, ker je veliko časa posvečala temu knjižnemu svetu, kdaj se je pa odločila za restavriranje knjig? Oziroma, kako vas je preko te vaše izobraževalne poti od grafičarke naprej pot pripeljala do tako zahtevnega dela, o katerem se bomo pogovarjali danes? Kaj je bil tisti, kako radi rečemo, klik, ki se zgodi v življenju? To bi rad počel, to bi rad delal. Veste, jaz svojega poklica nisem poznala. Jaz se zanj nisem odločila. Meni je bil dan. Meni je prav res Božje oko pogledalo čez veliko okno. In če si predstavljate leta 87, še danes se spomnim poletja, ko so se z očetom pogovarjala, kako in koliko denarja bi stal moj študij, diferencialni izpiti in vse, če bi jaz šla študirati v Zagreb. In seveda, ko sva to vse dala na papir, pogovorno je eno, ko pa je oče v njegovi modrosti začel pisati, kaj to pomeni za družinski proračun, je vedel, da to ne bo šlo. In jaz niti nisem vedela natančno, kaj točno bom in kako bom, in pride pošta, kjer so me iz arhiva, takratnega arhiva Republike Slovenije, danes ga tako imenujemo, povabili na pogled, če želim priti pogledati, da me čaka delovno mesto z mojim profilom. In takratni moj šef potem je bil, Marjan Dobrnik, je rekel, da je on odšel na grafično šolo, povpraševal po profilu, takem kot je, in takratni moj učitelj, profesor ali kakorkoli že, Demšar, on je imel še star mojstrski izpit iz knjigoveštva, tega že desetletja ne poznamo več, je predlagal mene. Zaradi tega, ker sem ga skozi po malem cukala, kako ste pa vi to včasih delali, kako je bilo pa to včasih, ja, kaj ste pa dajali na knjige. Skratka,
Očitno sem že takrat nekaj pokazala, ker niti nisem sama vedela. No, sprejela sem službo v arhivu. V meni so očitno videli neki potencial in potem se je začel val dela. Skratka, študirala sem vse ob delu. Vmes ustvarila družino z mojim možem, rojevala otroke, dojila, študirala, hodila po svetu. Torej, spoznala sem vse delavnice po Evropi in tudi širše, zaradi tega, ker enostavno moje izobrazbe ni bilo moč pridobiti prav nikjer. Ravno tako še dan današnji, ne, od tej, da bi nekje na likovni fakulteti zapisali na študij nemogoče, in se mu posvetili nekaj let. Ja. Saj pri nas ne, v tujini pač že deloma. No, in potem jasno pride do diplomskih študij in potem sem mogla delati kar konkreten portfelj, da so me na likovno akademijo sprejeli, ker jaz tam nisem delala do diplomca. To je bilo pa takrat skoraj da nemogoče, no vsekakor so me sprejeli potem očitno in sem bila zelo vesela, imela sem dobre profesore, ki pa niso delali mojega poklica. Oni so bili profesori, restauratorji v drugih branžah, torej na freskah, lesu in podobnem. Tako da ob enem se je pa zgodil še profesor dr. Christopher Clarkson iz Oxfordske univerze, kjer sem pa začela delati tudi pod njegovim vodstvom, pa potem on je bil... Gre za eno največjih imen na tem področju. Lahko poveste, kaj o tem sem pogledala, vrhunski strokovnjak za srednjeveške vezave, pergament in tako naprej. Torej, on je oče na svetovnem profilu. Vse najtežji kodeksi, vse, kar je bilo najtežjega v svetovnem merilu na področju knjižnih vezav in starejših zapisov, je prišlo v njegove roke. Bil je teoretik, praktik, konstruktor in izredno dober podajalec znanja. Torej, on ni nikoli meni, nam, izbrancem, ki smo prišli v njegov ožji izbor, da smo smeli se pri njem izobraževati. Namreč mogoče še to, jaz sem povsem v moškem poklicu in tam nekje 97. Sem začela s prvim izobraževanjem pri njem in to bi danes rekla, da je skoraj neopisljivo, ker so pri kasnejših izobraževanjih ljudje enostavno ob 3 popoldne odhajali, ker niso zdržali, ker je bilo prehudo. Torej, začenjala sem pred 7 zjutraj, zaradi tega, ker so bili v naših prostorih, mogoče samo par stavkov, ker smo se izobraževali v naših arhivskih prostorih. Tam sem mogla pač pripraviti vse materiale, orodja, mize, skuhati kavo, če želite, postreči piškote. Preden so prišli vsi ostali in potem je profesor delal teorijo in prakso. Vse to se je prepletalo čez cel dan. Tam ponavadi smo imeli ob 12 do 1 eno uro odmora, delali smo ob 7 zvečer, 8 zvečer. To je bilo še skozi na polno. Vse v angleščini. Moram povedati, veste, danes je angleščina običajen jezik in vsi poznamo, vsi vemo. To je vse na pol, slovensko, angleško, če kdo ne razume. Takrat pa temu ni bilo tako. Tako da smo se, moram reči, kar mučali, no in zvečer nam je dal tam včasih ob 8, 9, pol 10 zvečer profesor 2-3 članke strokovne in je rekel, zjutraj ob 7 pri kavi razpravljamo, kar ne boste razumeli. Tako nekje, veste, in čez vikend sem ga gostila doma z mojo družino. Tukaj se pohvalim mojemu možu, Marku. Se pravi, družina je šla z vami? Vse z menoj. Torej, on je v petek, soboto zvečer, soboto smo ponavadi še delali, soboto zvečer sem ga peljala domov, eno deklico, od mojih 3 hčera, eno deklico izselila iz njene sobe, ga nastanila tam in potem smo v nedeljo seveda delali izlet, kosilo, povabili še njegovo ženo, skratka,
ga gostili, ker ti profesori so že takrat imeli, veste, to je tako, normalno je to, da to izpelješ, da gostiš, da ne samo čakaš, da ti dajo, ampak da tudi ti vračaš nazaj. Takrat je bilo meni to izredno naporno, seveda, tudi moji družini, mojemu možu to. A veste, to ni trajalo enkrat, dvakrat, jaz sem take izobraževanja vrsto let, to je bilo več kot 10 let izobraževanj. Ampak seveda, potem sva navezala tudi družinske vezi in zaradi tega vsega, glejte, mi je čez leta povedal, je rekel, sem čakal, v kaj se boš razvila. In ko sem mu podala moj prvi izdelek, veste, kako je to takemu profesorju, tako vrhunskemu človeku, ja, to je bil tak strah v meni, ali sem dovolj dobro naredila, ker jaz sem mogla obenem razumeti njegovo razlago, njegovo zgodovinsko ozadje in delati. Mi smo vse ti, recimo to, kar sem jaz zdaj tukaj prinesla, recimo to so študijski primeri, je on želel do 100 milimetra natančno. Razumete? Mi smo rezali 0,7 milimetrov, da bo pergament pod kotom 45 stopinj s točno določenimi koti, da se pergament, ko smo knjigo zaprli, zakleno, da ni potrebovala lepila. In če ti ni uspelo, ni dovolj dobro, ponovi. In ko sem jaz restavrirala eden izmed mojih kosov, sem mu poslala na mail in sem ga vprašala, sem rekla, Kristofer, oprostite, kaj menite, prosim, vaše mnenje, ali je to dovolj dobro oziroma ali je moje razmišljanje bilo pravilno, da sem tehnično rešila srednjeveško knjigo v določenem, tehnični zadevi. In on je meni napisal nazaj, o moj Bog, ti si prva, ki mi je poslala svoj izdelek. V vseh teh letih? Ja. S tem, da je on, morate vedeti, on je učil vse posod. Njega so vabili od Japonske, Italijani, skratka, bil je vse posod. S tem, medtem, ko z nami očitno navezal en poseben stik. No, ampak ne samo on. On je bil moj glavni vir znanja, če želite. S tem, da sem ga jaz kasneje tudi potem vprašala za dovoljenje, če jaz smem njegovo znanje podajati naprej. In ko sem dobila odgovora, veste, mi je napisal ene 12 strani, kako ga naj podajam. Skratka, ja. Potem je tudi gostil pri njem s hčerjo, s Tjašo, sta najstarejšo hčero. Sva bile tudi njegove gosti v Angliji, v Oxfordu. Ona kot 15-letna se je učila angleščine z njegovo hčerjo. Skratka, veste, to leta, želim povedati samo nekaj, desetletja naložbe, dela, iskrenega dela, se vse posod nalaga. Ne moreš, ničesar ne moreš z veliko žlico zajeti v enem letu ali pa 5. Tako da, je pa seveda, poleg tega imam še, ne vem, Nicholas Pickwood, recimo, je pa čisti teoretik, tudi moj profesor, nič prakse, samo teorija, to je zame premalo. Zaradi tega, ker izpod mojih rok mora priti izdelek, nekaj moram rešiti, da dam v neko srednjeveško knjigo, v nek zapis, moram podati svoje znanje s svojimi rokami, spretnostmi, da potem to ohranim, da ima vse skupaj smisel. Pa potem so bili še, ne vem, še drugi, jasno, ne vem, George Budalis, Grk, ki je izreden samo na takih mehkih detajlih, kot mi rečemo, kapitali. Z njim sem se učila bizantinsko vezavo,
povsem nekaj drugega. In je mogoče tole, recimo tale vezica tukajle, tale okras, mi rečemo temu kapital, da tole je primarno vezenje in potem iz svile sekundarno vezenje, da se tole izdela, traja. Jaz recimo rabim enih 7-8 ur vezenja in kadar vmes odidem na biološke potrebe, preberem, kje sem odšla. Razumete? Tako, v take res prefinjene detajle, no takole pa mi odpiramo okna, ker ko podajam znanje, a ne, lažje razlagam, da ljudje oziroma študentje razumejo, kaj početi. Kaj ste še prinesli? Ja, mogoče, ja, ravno recimo, zelo zanimivo mi je, zelo pogosto dobimo prošnjo, da delamo za stalne razstave kopijo vezave. Torej, veste, zelo pazljivi moramo biti pri izrazu faksimile. Mi ne moramo narediti popolnih faksimil, zato ker nimamo istih materialov, iz katerih so knjige originalne vezene oziroma narejene. Naredimo pa lahko kopijo vezave. In tukaj sem naredila kopijo vezave stiškega rokopisa. Torej, stiški rokopis, ki ga najbrž vsi poznate, izgleda takole. Samo da je malo od rok majčken bolj umazan. Znotraj ima leseno platnico, takole izgleda. Bukova platnica, povezava z galunskim usnjem. Stiškega rokopisa je pa v nemško vezani knjigi, torej tokle, lejte. In to je stiški rokopis. Vse ostalo, kar imam jaz prazno, tukajle vse to so moji prazni listi, je pa nemški tekst. In stiški rokopis je napisal pater iz rodu tam nekje Čeh Slovak, ki je prišel v Stično kot opat in je napisal velikonočno stajensko pridigo v slovenskem jeziku, ki je po ne vemo v kakšnem ključu nekdo zvezal, knjigovez zvezal v nemški pisani tekst in temu mi potem, veste, so me prišli iz Muzeja krščanstva prositi, da bi jim naredila kopijo te vezave, da bi jo oni lahko mirno dali na stalno razstavo in se ne bojijo original pa pospravljati. In to delamo pogosto. No in takrat sem si naredila še sama sebi enega. Tukajle imam pa eno vezavo, ki je, to so moje študijske vezave, da boste razumeli. S tem se jaz učim, tako jaz študiram. Še zelena kot mladenka sem bila v knjižnici Matija Korvine na Madžarskem in sem videla takole knjigo. In začnem študirati, razmišljati, kaj bi to bilo in potem začnemo kopati po vsej literaturi, ki je včasih bila bistveno težje dostopna kot danes. No in pridemo do tega, da so prvi menihi, ki so poseljevali srednjeevropski prostor iz Irske, predvsem te irski menihi, imeli takele vezave. Patri imajo vsi okrogi pasu zavezan vrv s svojimi zaobljubami. In seveda, ker so oni potovali peš, oni niso bili na kočijah, konjih in ne vem čem, je tudi svetopismo brevir ali karkoli že, a ne, težko 20 kilometrov takole nositi v roki. Zato so idealno spomnili, veste, in so naredili takole knjigo z zatičem, včasih kar samo vozil in so si ga zataknili za svoj pas in so lahko mirno prostih rok potovali. Ponavadi so imele zapirala. Tako. To, Monika, samo, oprostite, samo še tole povem, da ne bomo, no tole je res tipična srednjeveška vezava s temi rebri. Mi rečemo temu vidne vezice. Mimogrede, srednji vek, najbolj kvalitetna knjiga je bila v srednjem veku. Najbolj domišljena, najbolj perfektna. In srednji vek imamo odlično ohranjen, če ga nam niso prevezali. Žal, premnogokrat, tudi samo zaradi
estetike, ja, zaradi mode. Tole leto sem pa naredila kot kontrast, eno tako vezavo, ki jo lahko doma naredite vi sami, s pomočjo prav ničesar drugega kot malo tršega kartona, palčk za ražniče. In imate tukaj širši hrbet, spredaj prazno, in če odprete, lahko mirno noter lepite fotografije, ker boste dvignili volumen in vam ne bo delalo preglavic. Materiali, kateri materiali danes nadomeščajo? Jaz sama, pa tudi moji kolegi restavratorji, iščemo še vedno čim bolj naravne materiale. Imamo pa velike težave. Tako da že s profesorjem sva govorila, da smo najbrž zadnja generacija, ki se bomo še smeli dotikati originalov v tolikšni meri. Pa že dan današnjimi delamo minimalne posege, že desetletja. To pomeni minimalni vnos in vdor v neko strukturo, da nič ne zamenjaš, nič ne dodaš, samo da okrepiš, da je ponovno v uporabi. In zato je treba kar precej znanja, veščin, materialov, pa usnje, ki ga mi vidimo tukaj, dela za nas Marjan Petač iz Goričan, prav tako pergament. Kar se lesa tiče bukovine, ne boste verjeli, bukev podere moj brat, poseka moj brat. Glejte, imam prednost, ker sem odraščala na kmetiji. Tako. In bili vedno blizu z naravo. Tako. Ja. Potem jo sušim, že po normalnih standardih centimeter sušimo zunaj na leto, a ne? Potem ga jaz prenesem noter se pravi na podstreho, kjer je prpih, in potem zopet tam centimeter na leto in potem ga prenesem na toplo, da vidim, kako dela, pa ne pretoplo, in šele po 7-8 letih ga prenesem v delavnico, kjer ga smem potem obdelovati in delati, pa še takrat giba in so podobno. Ko sem se pripravljala na tale pogovor, brala o vas, o vašem delu, sem razmišljala tudi o tem, da to pisno-kulturno dediščino, ne, sistematsko obnavljamo, restauriramo ne tako dolgo, kot sicer ostalo dediščino, ne. Zakaj recimo, prej ste vi že omenili freske, recimo pa stavbno dediščino in tako naprej, zakaj recimo knjige, rokopisi, arhivsko gradivo, zakaj so bili tako dolgo časa nekje v ozadju, medtem ko likovno dediščino, stavbno, vse skozi obnavljamo, ne? Veste, knjižna kulturna dediščina je premična in je majčkeno bolj skrita, vedno bila bolj skrita, do poplave v Firencah. Poplava v Firencah je bila ena prelomnica, kjer se je pa svet zgrozil nad milijoni poškodovane dediščine, pisne kulturne dediščine, a ne. Takrat smo izgubili ogromno in to je bila ena res velika prelomnica, no, in od takrat, tam je bil tudi ta moj profesor, in takrat so začeli potem razmišljati o tem, katere vezave so najboljše prenesle take količine vode, take poškodbe, kako reševati, na kakšne načine. Videli so, imajo cel spekter vezav in ne morejo kar vse v eno vezavo dati, razumete, v en tip vezave, a ne. Skratka, takrat so se začeli resne študije in potem pa razvoj, ki je šel v zadnjih, lahko rečem 30-40 letih strmo navzgor. Tako da kljub temu moram žal povedati, da v svetovnem merilu imamo srednjeveške pisne kulturne dediščine vezane, nedotaknjene, primarne vezave, le še 2-3% v svetovnem merilu, vse ostalo je prevezano. Tako da, veste, tako kot, ne vem, ena Tavčarjeva knjižnica, čeprav je to, tam se vleče od 16. do 20. 21. stoletja, če je nedotaknjeno, je to odlično, zame to
najboljše, kar se lahko zgodi. Patri, ki imajo knjižnico, kakršnakoli že je, tudi če je karkoli, samo da je primarno. Ker tisto, kar je primarno, tam jaz lahko prepoznavam stvari, se jaz učim in jaz potem tudi lahko podajam to znanje in lahko kažem. To je primarno, to se recimo, ko mi dobimo neko knjigo v roke, ko jo dobim, najprej pogledam, zapis je nastal takrat pa takrat, pisna podlaga v redu, spada recimo, ima italijanski tip materijala, ali je to pergamentna podlaga, ali je to vodni znaki v papirju, to sovpada. Kakšne so strukturni elementi? Ja, tipično 16. stoletje. Ampak nekdo je že dodal nekaj v 18. stoletju, ki je povsem drug material, je že nekaj stabiliziral. Eno zadevo, razumete? In po materialu berem, kdaj se je nekdo dotikal, spreminjal, ali pa povsem v originalu zadevo pustil v primeru. Tako da v resnici smo zelo hvaležni za vse, kar je izvirnega. Ne? Kolegica novinarka je v enem članku o restauriranju škofjeloškega pasijona ta članek naslovila z besedami pomlajevanje pasijonske knjige. In potem sem najprej pomislila, na kako danes ženske posegajo po pomlajevanju. To ena taka hitra injekcija botoksa. Še zdaleč ni to, kar vi ustvarjate pod svojimi rokami. Morda si sploh ne znamo predstavljati, koliko ur nekega dela je to, koliko študija pravzaprav. Vem, da najprej morate naštudirati celotno delo, se zbližati z avtorjem, z zgodovino vsega. Tukaj je res en tak dolgotrajen proces in verjamem, da ne vem, koliko ur na dan lahko to recimo konkretno počnete. To ni delo od 7 do 3. Ne. Recimo, če rečem, da malo za orientacijo, škofjeloški pasijon. Deva kar ga imeti za primer. Tako, škofjeloški pasijon sem jaz spoznala že prej, ko je bil še pater Metod Benedik. Mi ga je pokazal in pokazal knjižnico takratno in vse težave, ki so jo pestile, in potem sva se dogovorila, da gremo lepo po vrsti, dajmo tisto, kjer je še profesora Christopherja Clarksona sem pripeljala v staro kapucinsko knjižnico. No, in takrat so imeli težave z insekti in vsem tem. In ko smo rešili vse te zadeve, sva se potem enkrat začela pogovarjati, sem rekla, gremo pogledati, kakšen je Romualdov zapis. In sem rekla, lejte, če bo zaščiten in da ga imate nekje shranjenega, dokler ne pride do resnih zadev, odločitev, da se ga resno lotimo. Nekaj, kar na povrh ne. Ga imate temeljito ali nič. No, in potem je pa res Agata Pavlovec pa brat Joško Smukavc. In ko se je to začelo vrteti, sem ga je začela recimo tam nekje začetku leta 19 študirati, narediti fotografije. Večkrat sem šla tja, imam cel protokol. Mi moramo imeti protokol, da česa ne zgrešimo. Torej, najprej popisi, vse meritve. Te popise 3 do 5 krat ponavljam na takih kosih. Da namreč, ko prvič gledam knjigo, vidim določene zadeve, drugič vidim druge detajle. A razumete? In preverjam sama sebe. Pogosto je tako, da potem delam tudi sproti fotografije. Včasih na kakšnih kosih jih tudi po 500 naredim tako, takih zaresnih fotografij. Stanje prej, stanje vmes med mojim delom in stanje potem. Tako da je vse dokumentirano in to iz večjih razlogov. Veste, zaradi moje varnosti, zaradi varnosti
knjige, ki jo delam, in pa zaradi splošnega, a ne, da lahko potem to pokažem Za naprej. za naprej. Tako. No in potem, ko sem jo leta 19, kako to izgleda? Ko jo jaz poistovetim, jaz nikoli ne morem začeti dobiti knjige in da mi stranka reče, ne vem, čez 2 meseca imamo razstavo, jaz bi pa želela imeti to čez 2 meseca narejen, pred menoj pa naj bo to kos 18. stoletja ali pa srednjega veka. Moram razmisliti, katere materiale, kje jih bomo dobili, kako jih bomo obdelali, a jih moram sama pridobiti, a jih bom mogla sama izdelati. Recimo, kadar imamo kovino, če rabim orodja, puncne, spatule, čopiče, to izdelujem vse sama, razumete? Zato, ker ne morem več orodja kupiti, niti ne materialov nikje. In ko vse to pridobim, ko naštudiram vse in ko se odločam sama pri sebi, do katere mere bomo posegali, kakšne tehnike bom uporabila, ker recimo, ko sem zelo močen boj sem bila v sebi, ali bom razdrla, kako bom razdrla, do kje bom Romualdov zapis, če želite, posegla van. In sem videla, da ga z minimalnimi posegi ne bom mogla stabilizirati. To pomeni vse, da imate predstavo, mi rečemo strokovno in situ. To pomeni, da imam, tudi če je knjiga vsa odprta, raztrgana, da nič ne potegnem ven, samo stabiliziram. Razumete? S pincetami in s različnimi elementi, da samo stabiliziram. No, tukaj sem bila prisiljena potem odpeti celotni hrbet knjižnega bloka. Vse vozle odvezujem, ničesar ne prerežem, tako da imate idejo. Vse sem odvozljala in ugotovila, da je celoten knjižni blok povezan z eno samo nitjo, ki je imela S zasuk in Z zasuk. To je zelo pomembno zaradi moči. Skratka, in potem sem vse to, ta pergamentna platnica, ki je bila prevlečena v pergamentno prevleko, je bila že prej uporabljena. Notranja opora je bila pa zlepljena iz 7, 8 reciklaža nekega zapisa od prej, ki ga je takratni knjigoved, se mu je zdelo seveda škoda, tisti material je imel, je zlepil liste skupaj, in me je nekdo vprašal, zakaj pa nisi to potem vse narazen razslojila, da bi mi videli, kaj noter piše. No, ampak z menoj je delal tudi Matija Ugrin, on študira tovrstne zapise, in je napisal tudi celo študijo, ne, o tem. So se potem, je rekel, zapis ni tako redek, da bi midva to razstavljala, bova kar lepo pustila, sem rekla, ne, jaz tega niti ne bi počela. No, pri vsej zgodbi je pa zelo zanimiva namreč naslednja reč, zato morava zelo tesno sodelovati. Njegova raziskava zapisa je govorila, da je en list dodan. En list dodan tej knjigi in jaz sem ugotovila, da je siceršnje lepilo, glavno, vodilno lepilo klej, ta list pa je bil prilepljen škrobom. In ta list je po vsej verjetnosti pripada slovenskemu papirničarju. A veste, in potem so te zgodbe, vse te detajli, od kje je prišel prvotna lega papirja, od kje ta dodatni papir, skratka, to gremo lahko v take detajle. Zakaj vse to? Veste, zaradi tega, ker knjiga ni samo zapis, ki nam govori, kaj vsebina tega zapisa je, govori nam o naših prednikih, koliko so bili inteligentni, kakšen razvoj so imeli, ali so obvladovali toliko dober papir kot Italijani, Nemci, Francozi, če želite, obdelavo ustne pergamenta in podobnih zadev, kje so bili v razvoju rokodelstva, koliko so trgovali, skratka so potovali širše. In enkrat
eden od vaših citatov je tudi, da med restauriranjem živite, ne, na nek način v obdobju nastanka knjige. Danes ste mi pa zaupali, ko smo se pogovarjali po telefonu, še en tak zanimiv stavek, ki se glasi: pri nas se čas ni ustavil, samo arhivirali smo ga. Kako dojemate vi čas, ker ta čas zahteva od vas veliko potrpežljivosti, zbranosti, ta čas teče zelo počasi. Kako ga dojemate? Včasih je tako burno, da vi sploh ne veste, kako. Namreč, jaz delam z eno mojo dolgoletno sodelavko, celo življenje praktično delava skupaj, Darja Haravar. Ona je zelo pomemben del mojega življenja. Midvi se praktično ne rabiva nič pogovarjati, kako bova delali, kaj bova delali, in ona je specialistka za 18. stoletje, medtem ko imam jaz srednji vek. Ona ve, kje parjeti, kako parjeti, ravno tako jaz. In ta stavek, ki ste mi ga vi rekli, ne, pri nas se čas ne ustavi, včasih se tako prehitro vrti, res pa je, da meni, recimo, zdajle imam en gradual na mizi, sem prav prosila vaše kolege patre, brate frančiškane iz Ljubljane, če mi ga pripeljejo, zaradi tega, ker ga bom morala v naslednjih 2 letih zrestaurirati. Torej, ste mi slišali, v naslednjih 2 letih. In jaz ga imam že na mizi in ga vsak dan gledam, delam svoje delo in ga gledam. In v resnici se z njim spoznavate? Ja, pogovarjam. Razumete? Vsake toliko ga odprem, gledam tiste graduali, mimogrede, graduali so ogromne knjige z velikimi notami. Torej, take note so noter zapisane. Zakaj tako velike? Ta ima nekje 70-80 cm krat 50, 2 cm debele bukove platnice, celega bloka je pa iz enih, tako na pamet bi rekla, enih 15-20 govejih teličkov, če želite, razumete. Močni, robustna zadeva z okovi, z medenino, z zapirali. Skratka, in ko vse to razmišljam, kako bom delala, kaj bom delala, kje bom začela, vmes se tudi s to mojo Darjo pogovarjava. Veste, to tako zgleda. To zgleda kot če bi naj, včasih se smejava in rečem, če bi naj kdo gledal, bi rekel, da sva pa res ne vem kaj. Delava svoje delo in potem nekaj na misel mi pride, grem do tja, ga odprem, gledam in njej začnem razlagati, kaj bi, kako bi. In ona reče, počakaj, prosim, samo da tole obtežim. In sva 1-2 na tem kosu. Potem pride ona, a veste, težave se pri nas prepletajo kar ena čez drugo. Adrenalin zelo deluje. Zaradi tega, ker so to unikatni kosi in tukaj se ne sme res nič zgoditi. S tem, da recimo, če se vrnem na Romualda, pater je pisal s črnili, ki so imeli tudi kovino, se pravi železove ione. In takrat, kadar imamo mi železove ione v zapisu, v črnilu, mi tega ne smemo dati v vodo, če želite, ne? Sicer jaz velikokrat vidim kakšne zadeve poškodovane, kjer vse razpada in rečem samo, da dobimo vodo. In ko dobimo vodo, list papirja ali pa celo lego ali pa kakorkoli celo polo, lahko v vodi sestavljam, operem in ni težav. No, kadar imamo pa to vrstne ione, takrat pa vode ne smemo videti. Zakaj? Zaradi tega, ker te železovi mikroelementi se razpršijo po papirju in to železo
rjavi, če želite, a ne? In včasih imamo toliko poškodovano, ko ta list dvignemo, črke padajo ven. Si predstavljate. In tam, kjer so bili te železovi ioni, kjer je bil ta zapis, je luknja, ne? Prazen prostor. In kadar te ione damo v vodo in jih razpustim po celem papirju, naredim več škode kot koristi. Tako, take detajle, a ne, ki jih moramo resno vedeti, razumeti. Zato je potrebno toliko veliko korakov, toliko časa, kadar pa začnemo, a ne, ko pa začnem nekaj delati, se vmes tudi pokažejo stvari, težave. Mirno lahko rečem, da sem danes bistveno bolj rezervirana, mogoče mnogo bolj pazljiva, zaradi tega, ker vem, kaj vse se ti lahko pripeti. Pripetiti se pa ne sme. Vedno pa moram vedeti od začetka, kako bom postopek peljala in kakšen mora biti končni rezultat, ker vmes pa ne moram nekih tehnoloških postopkov spreminjati. Ničesar, a ne? Tisto moram potem voditi. Tako da v delavnici se dogaja ogromno. Pomlajevanje tega v navednicah škofjeloškega pasijona je potekalo med covidom, ne, leta 2020. Tako. Tukaj v knjižnici. In o tem je posnet tudi dokumentarni film, ne? Ja. Morda na voljo, ki je na spletu, da si bomo lahko si ga lahko še ogledamo, ne? In da si bomo lahko tudi v živo ogledali, kako poteka to vaše delo. To je tudi dragocen dokument, ne? Da so vas kamere lahko spremljale pri tem delu. Torej, posnela sem kar nekaj dokumentarcev, med njimi tudi Biblija oživljanja, pa potem še pri Valvazorju, pa seveda spremljala me kamera tudi pri restauriranju škofjeloškega pasijona, pravzaprav Romualdovega zapisa, ker Romualda imam zelo, zelo rada. Vidim ta žar. Ja. No, in ne boste verjeli, COVID nam je odprl tudi druge dimenzije. Zelo smo rekli, kako in kaj, kje bi to lahko delali, kako. Pater Joško Smukavc je rekel, pa kako pa bomo zdaj to knjižnico, ne moramo zapreti, knjižnica mora biti odprta za obiskovalce. Jaz sem rekla, ne, če bo v knjižnici, to ima mesto se razstavljeno, to takrat ne sme nihče noter in tega se najbolj bojim, da bi mi kdo kje karkoli. Potem je prišel COVID, je rekel, pater, glejte, knjižnica je vaša. Tako. In to je bil odlično in sem imela pol leta sem lahko v miru delala v knjižnici, kolikor ur sem želela. Tam je tudi pod alarmom. Fantje so me spremljali s kamero, bili smo odlična družba, smo se tudi nasmejali. Skratka, prijetno, s koristnim. Pogosto sem pa tudi vse skupaj ustavila in sem rekla, stop, zdaj moramo povsem nehati. Zdaj potrebujem čas. Ja. Samo jaz in knjiga. Tako. Pa potem smo se tudi dogovorili, da v resnici, da mi ne rabijo nič govoriti. Jaz kar pogosto rečem tem snemalcem, veste, nič mi ne govorite, kdaj vklapljate, kdaj sklapljate, vi delajte po svoje, jaz bom delala svoje delo, zato ker moram fokus držati na delu. To resno ne sme biti nobenega destrukcije, pa nekaj, da se ti moram biti res pri stvari. Kot poznavalka teh najstarejših rokopisov lahko razčistimo še eno stvar glede datuma nastanka škofjeloškega pasijona. Beremo še vedno leto 1721. Ali to drži, ali ne bi tudi prej letnica nastanka tega dela, kako ne bi nastalo, no? Nam lahko obrazložite, kje so te dileme? Ja, z Matijo Ogrinom imava kar še nekaj dilem, sva rekla, ne, morava pustiti odprto, tako da nisva delala čisto vseh zaključkov. Kar se mene kot restauratorke tiče, namreč mi ne zagovarjamo destruktivnih metod. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi ne odščipnemo dela
materijala in ga damo na analizo. Mi delamo samo nedestruktivne metode raziskav. Ja. Tega se jaz držim. In tukaj sem rekla, Matija, mogoče že za časa najinega življenja pride še kakšna povsem nova dimenzija raziskav, ki bo pa lahko povsem zagotovo rekla, da endokrinološko tole je takrat in tole je takrat na teh parametrih. Tako da tukaj so še odprte zadeve in sva z Matijom kar rekla, potem bova tukaj zaključila. Veste, tako da ja. Je pa res, kogar zanima, priporočamo branje, njegovo kar obsežno študijo, zelo zanimivo branje. Ja. Kaj vse lahko v takem zapisu najdemo? Ne? Ko bo ta škofjeloški pasijon nekdo čez 400-500 let vzel v roke, bo lahko prebral, ja. Kaj sem počela s tem pasijonom, namreč zapis, mislim, da bo še vedno viden, zaradi tega, če bomo le držali to vrstne pogoje, namreč glede materijalov, ker imamo pergament, tukaj imamo pergament, galunsko usnje in pa papir. Tudi če so potem kovine zraven, tudi če je les nekje, govorimo 18 do 20 stopinj Celzija, tema in pa 50 do 55% vlaga. To konstanto čim bolj In to držati. konstantno. Ja. To dajemo knjigi najboljše pogoje, najboljše počutje, če želite. Kar se pa mojega dela tiče, bo pa povsem vidno, da namreč uporabljala sem škrobe, uporabljala vse te niti, sem jaz ponovno prepeljala čez vse iste, če želite, prehode v veznikih leg, nisem delala nobenih novih prehodov. Zato je to tako naporno in je treba imeti pogosto ne samo očala, s hudo dioptrijo so čisto premalo, imamo posebna povečevala, kjer lahko dajem noter močna stekla. Izdelam tope igle, tope šivanke, da ne ranim prehodov. Če si predstavljate, tam, kjer sem dodajala vse raztrganine, kjer sem dodajala, se natančno vidi, mi rečemo temu japonski papirji, ki so z posebnih vlaken, zelo nižje, različne nižje gramature, se bo to vse jasno videlo, kje je moja roka dodala kaj in kaj je izvirnik, in pa vse niti, ki so ponovno ohranjene in prepeljane nazaj v knjižni blok. Tako da ravno tako, kot jaz berem dan današnji, kaj je nekdo dodal v 18., 17. stoletju, 16. mogoče, bodo tudi za menoj, računam, ja, tako. Svoje znanje podajate naprej, kako je z zanimanjem za ta poklic danes? Ja. So naslednji? Veste kako, v resnici je to delo, ki ga moraš imeti zelo rad, to ni neka huda profitna zadeva, ne morem biti privat, zaradi tega, ker je to preveč časa, zato moramo imeti državne službe, državno zaledje, če želite. Je zanimanje, dobivam študente in jih tudi poučujemo iz tujine prek Erasmusove izmenjave, vendar, veste, mi smo v Sloveniji zelo majhen prostor, imamo 5 let zdaj dela Anja Props z nama, ampak ona sama rabi ekipo, razumete? Mi vedno rabimo več ljudi, mi bi rabili samo v arhivu vsaj 5 ljudi, ki bi delala na področju vezav. Poleg, torej, to so tridimenzionalni objekti, poleg enodimenzionalnih, ki so pa grafike, listi, načrti, skratka. Tega je absolutno premalo.
Zanimanje med študenti bi bilo, vendar pa seveda zaposlitev je pa druga reč, ne. Tako da računamo, upamo s tem, da bomo lahko še ta znanje predali, kolikor ga imamo, je pa res, veste, tukaj je tako zelo veliko dela. Študija in pa zelo veliko dela in rečemo, dobesedno se izražamo tako, kilometri dela, ker lahko dam vse znanje, lahko vse povem. Praksa potem. Svojih rok pač ne morem nekomu dati, da bi to potem sproducirale. In pa tudi razmišljanje, ne. No, tukaj ta moj profesor nam je dal povsem drugo dimenzijo razmišljanja, tega osnovnega, primarnega. A ne, in ko sem jaz to osvojila, ko sem jaz to dojela, to razmišljanje, ta pristop, on je temu rekel individualni pristop, ko ti ponotranjiš in ti veš točno, kaj želiš, potem tukaj ni več vprašanja, razumete, jaz sem desetletja razmišljam o tem, kako iti z vso zadevo na začetek. Namreč, ni dovolj, da vem, kako izdelati knjigo, zelo dobro je vedeti, kje je ta les rasel, kje se je ta kozica pasla, a ima zajedavce, a nima, a je bila v štali, a ni bila v štali, je bila na pašniku, kako je obdelana. A razumete, a je les zarotiran ali ni, a ima, ne vem, toliko smolnih žepov, kako izdelati. Skratka, zato pa je naš poklic tako mogoče zahteven, ker v resnici, glejte, samo eni osebi vse. Če želite, čisto enostavno, poenostavljeno povedano, delamo vsa tišlarska dela. Torej, razen, recimo, moj brat mi požaga drevo, torej, ne želim podirati drevesa, zato ker delam z motorno žago, ampak drevesa pa ne želim podreti. Žagam na sekular, žagam, cepim drva, pilim, brusim, žagam, oblikujem kovino, medenino, jo valjam, delam z zlatarskimi orodji, zlatarska dela, pasarska dela, delam puncne, delam čopiče, izdelujem papir, usnje, pergament. Namreč, ko sem začela delati pergament in začela delati usnje, a veste, kako je to izgledalo? Prav čisto nič romantično, vam povem. Jaz sem bila do tukaj v gnoju, umazana, smrdeča, zato ker sem s pergaminarjem delala kožo. In ko je on rekel, naj iz ščetine očistim, to pomeni, da sem jih mogla dojeti, kdaj so toliko pregnite, da po vonju spoznaš, kdaj pride podlasni mešiček gniloba, ampak ne preveč, zato ker potem kožo poškoduje, da jaz lahko iztisnem tem ščetine ven iz kože, da jo potem naprej strojim v šiškah, ljubju, kostanju in podobnem. Tukaj je potrebno bilo vztrajnosti, če želite, surove moči, ne samo tistega znanja, ampak šele tako se pridobiva znanje, da jaz lahko potem o tem tako suvereno govorim. Namreč teorija, ja, obvezna, čim več in vedno znova. In nikoli se ne konča, veste, niti dan današnji. In pa to vrstno delo. Moj profesor je rekel, Kris mi je vedno rekel, če greš na začetek in razumeš začetek, boš obvladovala vse. Ti bo vse jasno. Če ne razumeš začetka, torej les, to pomeni, kaj to pomeni, veste?
Potem začnemo s tracheidom, s smolnimi žepi, kdaj drevo potegne vodo, ob katerih mesecih se seka, kakšna luna mora biti. Moj oče je rekel, 100 ur po polni luni in potem smeš sekati drevo. In sem jaz rekla, moj bog, oče. Ja, in potem, ko sem jaz to začela, recimo kože, potem pri kožah rečemo, ne vem, povrhnjica, mesnatica, kako se pri kozicah ta dva sloja združujeta, zato se ne cepita, medtem ko ovce nimajo take povezave, nimajo toliko membran, zato na srednjeveških knjigah zacvetijo, se povrhnjica loči od mesnatice. In še. Razumete, ko sem se učila pasarstva pri Štidl Porenti v Ljubljani, Zlato runo, on je leta preživel s Patri v samostanu, kjer se je učil pasarstva in zlatarstva. In Patri, ki so delali te kelihe, mašne kelihe, oni so zlatili z živim srebrom. In vsi so bili rakavi bolniki, brez zoba, razumete? In zato meni je grozna misel, da se vse to izniči. To so človeška življenja ozadje, a razumete? Zdaj poskušam iti širše v dimenzijo, da mogoče razumemo celoten pogled. Torej, predvsem ponižnost. Glejte, predvsem ponižnost. Moj poklon vsem mojim prednikom, našim prednikom, ki so tako do perfekcije razumeli naravo, sobivali z njo in naredili čudovite, res čudovite, neponovljive stvari, ki jih mnoge mi danes ne znamo. Mislim, da se ne bi mogli želeti lepšega zaključka. Res čudovita misel. Hvala lepa. Zato mislim, da smo vsi skupaj z velikim navdušenjem spremljali ves ta žar, ki vije iz vas, to ljubezen, ki vas spremlja ob tem res neprecenljivem poklicu. Veliko uspeha še naprej in verjamem, da se bomo še srečevali, da nam boste lahko pripovedovali o novih knjigah, ki, kot sami pravite, so pred vami in ki jih s tako ljubeznijo restaurirate in obnavljate. Hvala lepa. Hvala za povabilo.